Pozdravljeni, ime mi je Maša. Pokazala vam bom, kako pripravimo ohrovtov čips. Ohrovtov čips je zdrava alternativa za običajen čips. Pripravljen je s postopkom sušenja, se pravi, da ga ne cvremo, na ta način se izognemo pregretim škodljivim maščobam. Ravno tako, ker pri postopku živila ne segrevamo nad 40 stopinj, ohranimo v njem vse vitamine, encime in druga hranila, ki so pomembna za pravilno delovanje našega organizma. Seveda tudi ohrovt je zelenolistnata zelenjava, kar pomeni, da je zelo bogat s klorofilom in v tem smislu tudi zelo zdrav za nas. Torej, verjetno se sprašujete, kakšnega okusa mora biti tak čips. Lahko vam zagotovim, da je odličnega okusa. Vsak, ki ga poskusi, je navdušen. Tudi iz redakcije Nedela so nas klicali in so nas prosili, da pripravimo točno ta recept, tako da lahko verjamete, da je res super. Za pripravo ohrovtovega čipsa potrebujemo blender in dehidrator. Dehidrator je naprava, ki suši sadje in zelenjavo pri temperaturi nekje do 40–48 stopinj, tako da se res ohranijo encimi in ostala hranila. Če nimate dehidratorja, si lahko pomagate tudi z običajno pečico, bom bolj pokazala kako. V blenderju bomo pripravili nacho sir. Današnji ohrovtov čips bo z okusom nacho sira. Dali bomo papriko, čebulo, česen, namočene in odsejene suhe paradižnike, kumino, koriander, malo čilija, kvasne kosmiče, sol, vodo, ter namočene in odsejene indijske oreščke. Indijske oreščke namakamo vsaj 2 uri. Zaželeno je pa še dlje, kakšnih 6 ur, če imate dovolj časa. To je to. Vode mora biti seveda dovolj, da blender lahko vrti. Vse skupaj zmešamo v gladko zmes. Ohrovt pripravimo tako, da mu najprej izrežemo stržen, to je ta debeli del v sredi lista. Tale ohrovt, ki ga trenutno režem, je kodrasto listnati. Trenutno ga dobite tudi na tržnici. Je zelo dekorativen. Če ga pa nimate pri roki, lahko uporabite tudi običajen ohrovt. Torej, ostanemo z 2 listoma ohrovta. Ohrovt pri tem seveda operemo in ne rabimo ga ravno sušiti, lahko ga samo otresemo vodo z njega. Torej, potem vzamemo eno dovolj veliko skledo, da bomo lahko nemoteno mešali v njej. Čez ohrovt nadevamo nacho sir. Takole. In se mešanja lotimo kar z rokami, ker bomo najbolj natančni. Res smo vztrajni in mešamo toliko časa, da vse listke z obeh strani enakomerno prevlečemo s sirom.
Tako pripravljen ohrovt naložimo na pladenj dehidratorja, ki smo ga obložili s folijo. Če nimamo dehidratorja, uporabimo pečico, lahko pekač obložimo s peki papirjem in naložimo ohrovt v taki enojni plasti, zato da se koščki ne zlepijo skupaj in da se lahko lepo posuši. Takole, v dehidratorju sušimo približno 8 do 10 ur pri temperaturi 40–42 stopinj, v pečici pa na 50, torej na minimalni temperaturi, ventilacijsko s priprtimi vrati. Če vam vrata ne stojijo sama od sebe priprta, lahko kakšno kuhalnico date vmes, tako da drži. In to gre zdaj v dehidrator. Evo, to je končni izdelek. Tale čips smo sušili v dehidratorju približno 8 ur. Ko boste recept pripravljali doma, se najbolje prepričate tako, da poskusite, ko je čips suh in hrustljav, je gotov. Vmes smo odstranili folijo in smo ga obrnili še na drugo stran, da se z obeh strani enakomerno posuši. Enako storite tudi v pečici. Bodite pozorni, čas sušenja v pečici je nekoliko krajši, kajti temperatura je malce višja. Ohrovtov čips vsekakor lahko pripravite tudi na zalogo in ga shranite v nepredušno zaprti posodi in vam bo vedno pri roki za krizne čase. To je to. Dober tek, vso srečo pri pripravi ohrovtovega čipsa. Vege!